Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Z nami je Matic Vizjak. Lep pozdrav, Matic. Lep pozdrav tudi vam. Smo se že srečali na sejmu, ko ste predstavljali takrat inovacijo v povezavi z čiliji, svoje proizvode in takrat začeli dokaj hitro, vsaj po mojih občutjih, plesti kar uspešno ali prepoznavno zgodbo. Tako je, mi smo se srečali v Gornji Radgoni takrat, mislim, da je bilo glih na leto, ko sem postal inovativen kmet leta 2017 in takrat je bilo v bistvu to, kar en močen katapult, je bil ta naziv. V bistvu veliko mi je pripomogel, moram reči. Seveda sam naziv je tako, pride pa gre, na tebe pa pol tudi odvisno, ko gradiš na teh fundamentih, kot jih ta, naziv ponudi. In takrat je bil kar močen poskok, potem je bilo, tekom COVID-a je bilo malo, so se stvari, kar precej ustavile, oziroma, mogoče ne ustavile, ampak malo ohladile, ni bilo več ni bilo več takšnih strašnih brzin, kar mi je v bistvu po eni strani po resnici povedano tudi kar koristilo malo. Tako da zdaj pa se spet po COVID-u moram reči, da se spet začele stvari kar lepo odvijati, dosti smo zdaj povezani s tujino, tako da mislim, da se spet kar kmalu pripravlja spet ena taka močna zgodba in močen poskok. Potem smo vas povabili v pravem trenutku, sicer Matic si Šmarji pri Jelšah, v tistem območju imate svojo kmetijo. Naša kmetija je res na enem takem zelo je pozicionirana v zelo idiličnem okolju, je sicer majhna kmetija, ampak zelo dobro, izkoriščena. Vsak kvadratni meter točno vemo, kaj imamo, pa kaj bomo z njega pridobili, ker v bistvu samo z 2 hektarji nimamo velike izbire, Moramo zelo dosledno ravnati s tistim, kar imamo. Moramo biti zelo, inovativni, Pridelujemo zdaj, v bistvu še vedno smo tam, ker smo bili, kar se tiče pridelovanja, še vedno imamo fokus na čebelarstvo in pridelavi čilijev. Res pa je, da so količine sedaj bistveno večje, kot so bile takrat, tako da v bistvu samo naša kmetija več tega ni zmožna pridelati, tako da v bistvu sem šel v partnerstvo z enim kmetom iz Dolenjske, tako da v bistvu nekaj sadim pa vzgojim doma, nekaj pa pri njemu, tako da mi potem on v jeseni oziroma zdaj točno v tem času, kjer smo, mi pripelje sveže čilije, mi jih zvakumiramo, zamrznemo, v bistvu isto, kot smo vedno do zdaj delali, samo pač, da so količine zdaj bistveno večje, kot so bile včasih. Čili je kultura prijazna, ker nima toliko škodljivcev. Čili je res taka super hvaležna rastlina, nima škodljivcev, verjetno jih ima, verjetno ima tudi bolezni, ne bom rekel, da jih nima, ampak pri nas imamo izredno srečo, se tudi, od drugih kolegov nisem nikoli slišal, da bi kdo rekel, mi je pa napadla plesen, pa mi je šla cela letina, ali pa, so prišli, ne vem, kjeri škodljivci, pa se mi vse, pojedli, okužili, karkoli. Nikoli se nič ni zgodi, ena taka hvaležna sadika, sicer je res, da ta sadika ni glih primerna za naše pogoje, ker rabi bistveno več toplote, bistveno daljšo periodo sonca, kakor ima Slovenija, tako da, če nimaš rastlinjaka, bo izplen zelo slab. V bistvu, zdaj, če si, da jih samo tako malo za veselje sediš, bo glih tako v redu, bo prav tako ok, ampak če pa greš to se kot poslovno, moraš pa seveda gledati, da je stržek čim večji, čim boljši, da je zadeva rentabilna in v tem primeru pa vsekakor potrebuješ rastlinjak. Kakšen je odnos, recimo, nasploh, ko človek pokuka malce iz povprečja? Iskreno povedano, je nekaj, seveda je dobro, nekaj je odlično, je pa tudi kakšna, malo slabša stvar, sploh, v naših malo bolj manjših okrožjih, ker pride lahko kar hitro tudi do kakšnega ljubosumja, pa malo nevoščljivosti, pa to imamo še tam nek globoko v sebi, se mi zdi mi to malo, preveč utrnjeno, Mogoče me to na trenutke malo zmoti, oziroma me je zmotilo sploh v tistih momentih, ko je bilo to res, ko smo res dejansko iz totalne neznanke, naenkrat poskočiš ven in si naenkrat v vseh medijih, ne samo enkrat, ampak večkrat. Mislim, da res ni redko kjera televizijska oddaja, v kateri nisem bil sem gost na vseh radijskih postajah, po nekaterih tudi večkrat. In je seveda potem ampak to jaz mislim, da je
da je to nek sestavni del tega. Ne? Veliko ljudi ti aplaudira, ti privošči najboljše, so pa seveda to taki, ki pa ti ne. No? Vse to mislim, da je v vsakem sektorju tako. To moš pač, bom rekel, kot podjetnik vzeti v zakup, da je to pač sestavni del tega, ne smeš se s tem preveč obremenjevati. Jaz, kot bom rekel, res tak iz mirnega okolja, kakor prihajam in vedno skušam ljudeh videti res le najboljše, pa tudi od sebe dati le najboljše. Me je na začetku mogoče malo prezidelo, sploh od tistih ljudi, ki jih poznam, pa sem mislil, da imamo dobre odnose, pa sem pa videl, da jih mogoče nimamo rih. Ampak pa dolgoročno gledano pa pač me ne moti več, zdaj pa tako več ni tega, no, se mi zdi. Oziroma, prej sem bil mogoče preveč čuječ za te zadeve, zdaj pa več nisem, zdaj pa lahko da se ne, jaz pa pač tega itak več niti ne vidim, ne slišim, ne čujem, ne dojemam in imam fokus na svoji poslovni poti, na svojim poslovnim partnerjem in gremo naprej, ne. Se naučimo premoščati tudi ta notranja ponižanja. Ja. Vse to je v bistvu vse rast. To je poslovna rast, osebna rast, to so vse izkušnje. Za nobeno izkušnjo mi ni žal. Vse, kar se je zgodilo, globoko verjamem, da ima od zadnjih nek namen. In na te pa je, če se ti v bistvu z te šole, ki si jo dobil, pa če je bila na tisti moment negativna, ali pa če si se slabo počutil, ali pa si bil žaloščen, je sigurno nekaj ti življenje dalo, da se iz tega nekaj naučiš, da iz tega nekaj zraste. Ne? Kdaj pa vam je življenje dalo disciplino in tudi to osredotočenost, da imate svoj fokus? To sem pa takoj v bistvu, ko sem končal srednjo šolo in sem se odločil, da ne bom več nadaljeval šolanja. Iskreno povedano, sem vedno, ne vem odkot, ker spet nisem odraščal v podjetniški družini, niti nimam nobenih podjetniških, oziroma takrat nisem imel nobenih podjetnih prijateljev, nobenih vzornikov, da bi se lahko od koga kaj sploh naučil, čisto vse, kar sem se mogel sam. Ne? In je bilo, ko sem se odločil, da ne bom šel več naprej v šolo, da to niti probal nisem, ker sem rekel, pač ne, srednjo šolo bom naredil in potem grem v svet, grem čisto na neko drugo fazo. Sem rekel, ne želim iti še za 4 ali pa 5 let na faks. Sem rekel, ni šans. Niti probal nisem, ker sem se že tako, ko sem zaključeval srednjo šolo, sem vedel, da ne bom šel naprej. Ne. In sem rekel, jaz hočem iti čisto neko drugo smer, jaz hočem iti v neko podjetniško smer. Nisem takrat seveda vedel, kaj sploh bi, ker kot v našem okolju nimaš nobene predispozicije, da bi lahko rekel, v temle, tole je pa za naše okolje primarno, ali pa to je pa tvoja prednost, to pa lahko izkoristiš. Pač ni, ne. Mi smo iz nekih, bom rekel, obrobja Šmarja pri Jelšah, ki so bolj kmetije in nimaš nekih možnosti za neko strašno podjetništvo, ne. Ampak mislim, da naredil najboljšo potezo v življenju, sigurno, da sem takoj po srednji šoli šel delati v tujino, ne. Sem takrat v bistvu dobri 2 leti preživel v tujini, ker sem delal na ladji, ne. Tovorna ladja, mislim, da mi je naredila kar usnjeno kožo. Se spomnim takrat, to je zdaj že 18 let od tega. To je bila v bistvu daleč najtežja izkušnja v mojem življenju, ampak sigurno najboljša. Ne. Na tiste trenutke je bilo res težko, bil sem edini Slovenc na palobi, takrat še ni bilo Facebooka, še ni bilo smartfonov, kako se reče, teh pametnih telefonov, nisi mogel nobenega poklicati in lahko si šel na one stacionarne telefone, recimo, in oni impulzi so bili takrat noro dragi in vem, da sem bil samo 2-krat sem poklical domov in obakrat sem mi oglasila stara mama. Tako da v bistvu v celi periodi nisem videl, ne slišal staršev niti enkrat. Ne. In bil sem star 18 let, prvič v življenju sem šel sploh kam, veste, kak je to, ne. Ja, kot izgubljeni sin. Ja, skoraj da. Takrat smo bili, v bistvu, ko smo ga rasli še kot mladi, smo v bistvu najdlje si šel Split, Zadar, Umag, Hvar, mogoče tam, ne, to je bilo pa to. Jaz drugih držav nisem takrat videl, drugo kot Hrvaško obalo, ne pa Slovenijo. Niti nikoli še nisem bil na avionu, niti nič. In sem šel takoj v Singapur, ne, in sem potem pač bil slabo leto tam, ne, oziroma sem potoval z ladjo, no, tam smo se ukrcali. Potem kmalu za tistem sem šel potem še v Avstralijo in sem v bistvu 1 leto živel še v Brisbaneu, tam sem začel kot natakar, ampak sem v bistvu, bom rekel, bil zelo priden, no, sem se zelo hitro učil, kasneje so me predstavili kuhno in mislim 2 ali 3 mesece kasneje sem postal šef kuhne, ne. In sem bil daleč najmlajši v restavraciji, daleč najbolj zagnan, učil sem se in što mi je bilo recimo pri Avstralcih všeč, ker njih sploh ni zanimala šola. Nikoli me ni noben vprašal, a si ti kuhar bo z izobrazbi, nič, noben, ti sam, a se boš naučil, a boš znal, kaj boš pokazal, s tistega vem, se bomo pogovarjali naprej. In to je glih za moj tip človeka, ker imam pač sam srednješolsko izobrazbo, je to najboljši način, ker
vse danes, recimo, tudi faks, pa visokošolska izobrazba ti sploh ne pomeni več tu, kot ti je 20 let nazaj. Takrat, če si naredil ti visokošolsko izobrazbo, če si imel faks, si bil kar garantiran, da boš imel kar eno dobro službo, eno dobro pozicijo, bom rekel, mogoče tudi precej dober finančni položaj v življenju, ne? Danes pa te garancije več ni, ne? Danes pa te garancije več ni, pa ne samo pri nas, nikjer v svetu, ne? In je toliko bolj pomembna iznajdljivost, pogum, drznost in pa predvsem vera v sebe, pa v ljudi, ki te obkrožajo, ne? Na tvoji, bom rekel, sploh začetni podjetniški poti, ki je daleč najtežja, ne? Ker takrat najbolj hrepeniš po kakšni pohvali, bom rekel, ko ti ne gre, da te dvignejo, da imaš to podporo, ne. To lahko rečem, da recimo moji starši me finančno nikoli niso mogli podpreti, ampak so me pa, bom rekel, niso nikoli mi kontrirali, nikoli niso šli proti mojim idejam. Ne glede na to, koliko so bile moje ideje rigorozne, nelogične, sploh kar se tiče tega, kar se tiče mojih pikantnih proizvodov, ne, ker 7 let nazaj tega v Sloveniji ni bilo, ne. Takrat si imel Tabasco, pa imeli smo še enega proizvajalca iz Gorenjske in to je bilo to. In tudi ljudje takrat niso bili navajeni na pikantno hrano, niti to ni bilo takrat trendovsko in se pravi, je bilo treba trend ustvariti. In se pravi, si šel proti vsem, proti vsej logiki. In takrat je bilo v bistvu tako, da sem imel eno malo pest ljudi, ki so mi dejansko dali podporo, pa so rekli, pejt, naredi prvi festival pikantne hrane v Sloveniji. Vsi so šli proti meni, še v naši občini nisem dobil suporta takrat, ne, veš, ja, pa kdo bo prišel v Šmarjo za Rečilja. Vse, kaj je dok nam probali, ne bomo nikoli vedeli, ne. In sem šel v bistvu čisto tako golo, boso idejo v to zgodbo in bom rekel, več je bilo kontriran, kot pa suporta. Ampak Matic Vizjak, kako preučili? Kako ste se našla? Čili pa v bistvu, bom rekel, je pa to, ljubezen Čilija mi je nekako oče, bom rekel, vcepo, ampak ne hote. To je bilo tako, da ko se spali, ko si še mali mulc, pa malo pomagaš doma, pa ko so ljudje prišli pomagati, mi po domače rečemo v tavrh, ne, ko so ljudje k nam prišli na kmetijo pomagati v tavrh, je pač vedno sledila malca in se, veš, klasika, suha salama, tret, sir, domača pogača, ne, ampak oče naš je pa vedno dal še čilije na mizo, ne, ali pa takrat so bili še feferoni, takrat še ni bilo čilijev, ne, 20 let nazaj, 25 let, ne, ali pa še več, so bili samo feferoni, ne, in je vedno oče rekel, ne, moraš jesti česen, čebul pa čili, pa boš vedno zdrav, ne. Ampak ti, ko si star 6, 7, 8 let, ne, ti res takrat ne študiraš še na zdravje, ne, in ko moraš jesti on česen, pa feferone, si misliš, po kjerem sem se jaz overil, ne. pač to mi ni pil vode, sploh, ne. Ampak pol odraščaš, ti feferoni so bili skozi nekako z mano, potem sem tudi jih sam začel nekaj malo gojiti, ko sem šel v tujino, sem pa tam začel tudi raziskovati. Sploh v Avstraliji, ko sem živel, recimo, ni ta kultura tudi poznana, so imajo bolj wasabi, ne, to je ta zelenkas, ne, tako da hren podoben okus pa občutek. Potem tudi z ladjo, ko sem potoval po celem svetu, sem vse posod probaval čilije, od Šrilanke do Mehike, ni da ni. In potem sem te semena malo pomiral, pa jih prinesel k sebi domov. In pa sem doma šele to začel, ampak to je bilo čisto nedolžna zgodba. Jaz sem posadil, ne vem, 20 čilijev ali pa mogoče malo več. In teh je čilijev bilo ogromno. In to jih ne moreš pojesti. In pa kam bomo s tem čili? Škoda jih je bilo na kompost vršt, nekaj bomo naredili z njimi. Ne? In pa smo zatem, bomo naredili kao kot nek pikanten sataraš, ne. Sam da jih ponucamo, bo domač povedal, ne. Ja, vredi, ne. No, in takrat se spomnim, sem šel še kar tam kmetijsko zadrugo, po prve te 100 ml stekleničke, svoj prvi logotip sem kar sam v Wordu dizajniral, pa sem šel kar tam do lokalnega tiskarja. Že takrat sem imel, bom rekel, moj vzdevek je bil že od nekdaj chili freak, ker sem vedno najbolj pikantne čilije mogel jesti, ne, in pa sem vedno bil chili freak. In sem pa tudi kar rekel, okej, te pa ne bo moja blagovna znamka tudi chili freak, ne. No, in smo pa kar tam z lokalnim tiskarjem naredili na prvo etiketo, tako res čisto simple, enega pajaca s čili, tako pa chili freak, in sem pa jaz tudi čili omake kar tako prodajal, malo po 5 evrov na okolj, ne. Glih sam, da sem malo za hec, bolj za šalo, kot za res. Ampak pa se je pa nekaj zgodilo, da so ti prijatelji, ko si jim zastojim potalo, pa tako so rekli, pa jaz bi pa to še imel, pa bi šel onem na obisk, pa bi onem dal zadarilo, pa onem zadarilo, pa tak. In pa sem v bistvu ta zgodba nekako začela odvijati. Meni je pa teh flash hitro zmanjkalo, in so rekli, jaz bi kupil, ne.
Pa sem rekel, lej, pa to sem tako malo naredil, te pa mi daj 5 evrov, no ajde, pa tako malo, veš, to je totalno nedolžna zgodba, daj, tukaj si za stekleničke povrnem, sem si mislil, ne. No, ampak to je pa kar šlo, mislim, to je kar, bom rekel, kar, veš, ko kako se reče, snowball efekt, ne, ko se začne rolati, se nastavi. Ko se kepa začne kotaliti. Tako. Lepa zgodba, predvsem zato, ker je bila potrditev potem tudi z okolja, ampak verjetno vas je pa presenetilo, koliko takšnih navdušencev nad tem okusom je v Sloveniji. Ja, je bilo, mislim, ravno najboljši moment smo ujeli, ker očitno nas je bilo več takih, kot sem bil jaz in ta moj ozek krog prijateljev, ampak smo bili razkropljeni po celi Sloveniji in nismo drug za drugega vedeli. Razen malo prek Facebooka, kakšna slikica drug drugem, jaz imam pa tudi čili, pa unčili, pa smo na Facebook skupino naredili, čisto tako nedolžno, ne, da smo se malo pogrupirali. Pa smo rekli, pa Pikolino, dajmo se mi enkrat dobiti, na enem, takrat smo rekli, dajmo čili tržnico narediti, ne, nič strašnega, nekaj čisto nedolžno zadevo, ne, glih tudi, da malo vidimo, par omakic, da malo probamo, pa si malo sadike zmenjamo, pa bo to, ne. No, pa je teh kandidatov bilo vedno več, naša Facebook stran je začela hitro rasti. In v kaj je preraslo, ne? In potem sem pa rekel, škaj, pa naredimo enormni festival, ne? Pa naredimo manjšo glasbo, pa naredimo pa še eno tekmovanje, kdo poje najbolj pekoč čili, pa tako naprej. No in jaz takrat nismo nobenih organizacijskih izkušenj, seveda, ne? Absolutno nič, in smo se pač jaz pa še 3 prijatelji lotili pač tega prvega festivala, da ga organiziramo. In mi smo takrat pričakovali, takrat je bil še bivši župan, pa je začutil neko vibracijo v Šmarju, da se je začelo veliko govoriti o tem čiliju, čili festivalu, in potem me le en dan povabi, to je bila sreda, festival je bil pa v nedeljo in me povabi, reče, pa vidim plakate, pa to, pa mi v Šmarju nimamo nekih dogodkov, ne, zdaj imamo že malo, ampak takrat ni bilo še nič, ne, nismo imeli nobenih dogodkov druga, ko pozdrav vina v novembru, to je bilo pa to, ne, nismo imeli, tako da bi zdaj bili ljudje navajeni, da pri nas dogodki uspejo, nisi mogel reči, ker nisi imel nobenega dokaza, ne, da bo to uspelo. In mene župan vpraša takrat, pa koliko ljudi pa misliš, da bo prišlo, ne? To je najbolj smotano vprašanje, ko ti ga nekdo postavi kot organizator, ker ne moreš predvideti, ne. Lahko, če imaš ti nekih 5 ali pa 10 let nekih izkušenj, lahko rečeš približno, bo 5 ur jih je ponovati, ne. Tako si pol lahko, ko je bil že 5 ali pa 6, ne. Ampak na začetku sem pa tako rekel, še to se stisno zove, sem rekel, njih 200-300 po majem bo prišli, ne. Pa še to je bilo takrat kar veliko za Šmarje, ne. No, na koncu jih prišli 3000, ne. Konci jih je blizu 3000, tako da zmanjkali in hrane in pijače na koncu in vsega. Tega se spominjam, pa inovativnosti imamo radi, tudi medijsko je bilo zelo dobro pokrito takrat. Ja. In uspelo vam je. In zdaj že pišete tradicijo. Ja, zdaj smo sicer malo nas, bom rekel, ustavili, ne, ko nismo, ker pač ni bilo dovoljeno, ampak drugače smo jih pa že 6 organizirali, 6 festivalov in to kar velika zgodba, ja. Kaj je zdaj s tem izvornim receptom? Sem imel takrat mogoče 10-12 različnih produktov, ne. Sem zreduciral na 6 in sem držal res tiste, ki se najbolje prodajajo, ki imamo res najboljši povratni odziv od strank. Kar se je pa drugo mogoče spremenilo v teh letih, je pa čili vino, ne. Čili vino smo prej prodajali v steklenicah, ampak nisem bil, bom rekel, zadovoljen s prodajo, ker se je prodajal samo, bom rekel, takrat, ko je bil čas daril, ne. Recimo za Valentinovo, pa za decembrski čas, ne, kjer je bila taka prestižna, elegantna steklenica, je bila pač malo višji cenovni razred in seveda to vino tudi ni bilo narejeno, bom rekel, za vsakodnevno pitje. To je pač bilo narejeno za posebne priložnosti, ne. Mi smo že takrat dobili za to vino, mislim, da leta 2018 smo dobili zlato medaljo v New Yorku, ne. No, potem sem pa v bistvu kar precej tudi se trudil, pa iskal možnosti izvoza v Ameriko. Glede na to, da sem v Ameriki dobil tako močno podporo, pa te zlate medalje, sem počasi začel trkati na ameriška vrata, ne. Seveda spet ista zgodba, moraš začeti z nule, tako v Sloveniji, nisem sploh vedel, kaj se spuščam, je tako Amerika spet čisto druga zgodba, ne. Gorih se stvari odvija 5krat hitreje kot pri nas, standard njihov je bistveno višji kot pri nas in v bistvu, če pri nas v Sloveniji lahko kaj dosežeš, mogoče z svojim brezplačnim angažmajem, je to v Ameriki nemogoče, ne. V Ameriki pač vsako stvar, ki se premakne, je od zadnjih neka agencija, neko podjetje, ki je pač ga treba fejst plačati, ne. In to so kar vrtolomne številke, ne. Sploh, ko ti prideš z nekim produktom, ki ga nihče ne pozna, da ga ti nekam lansiraš, pozicioniraš, da mu daš neko prepoznavnost, se to takoj pogovarjamo v 6-mesečnih številkah, ne. In je potem
spet za enega takega, kot sem jaz, ker sem še vsem, bom rekel, mlad pa mali podjetnik, seveda spet relativno nemogoče. Ne. No, ampak smo potem v bistvu tudi kar nadaljeval s to progresijo in sem v bistvu se dobro povezal tudi za slovensko ambasado v Washingtonu. Spoznal kar nekaj podjetnikov gorih, tako da v bistvu imamo zdaj eno idejo, oziroma delamo fejs na tej ideji, da bomo to čili vino začeli polniti in prodajati v Ameriki. Ne? Ker smo ga, namesto da se zdaj prodaja v steklenicah, smo ga dali v 330 ml piksne. Zakaj? Cel svet gre zdaj iz steklovine v aluminij. To je zdaj svetovni trend, zato ker reciklaža steklovine je bistveno dražja kot reciklaža aluminija. Tudi logistika, če gremo preko oceana, je tu, izkupiček logistike je tu bistveno boljši, ker pločevinka je recimo 5% je odpada, pri steklenici ga je 25 oziroma 30, ne, če gledamo šampance. In to je, bom rekel, ti pa to logistiko ravno tako plačaš, ne? In je seveda izkoristek bistveno boljši, če imaš ti v piksnah. In smo šli mi potem v to zgodbo, ker ko sem jaz bil v Ameriki, tega trenda v Sloveniji še ni. Mal se že kaže, ampak mi še niti približno nismo tam. Ne. Ameriki je pa v bistvu vse že 3/4 pijače v piksnah. Ni da ni. Še navadna voda je v piksnah. Kave, kakšne hočeš. To je te functional drinks, ko so zdaj ful popularni, se pravi za študente, za tudi, ki se učijo, za delavce, za fokus, za budnost, za ne vem kaj. In seveda, kar je tudi zdaj novi trend, vse mora biti sugar free, ne? 10-15 let nazaj je moglo biti vse brez maščob, vse je bilo fat free, ne? Vse je moglo biti, ono je bila spet nek strašen trend in potem tam, ko so reducirali maščobo, so pa nabili cukor, ne? In smo v bistvu so naredili še slabše. Ampak nas v bistvu, bom rekel, prehrambena industrija nas je zavajala za enih 20 let, ne. No, zdaj so pa, ker so pač ljudje le tukaj postali vešči, pa samouki, ne, ker pač informacije na spletu je kukar hočeš, če le želiš najti, ne, so videli, da je pač to bistveno slabša stvar, ne. Je boljše pojesti malo več maščobe, pa manj sladkorja, ne. In zdaj se pa trend obrnil, bom rekel, v pravo smer. In zdaj je vse mora biti brez sladkorja, brez umetnih sladil, brez umetnih dodatkov, ne. In mi smo v bistvu naredili zdaj pijačo, čilino špric, ki je v bistvu v piksni, pol je vina, pol je karbonirane vode, zraven je pa dodana naravna aroma. Pri eni je bazilika, pri drugem je pa gozdna jagoda. Se pravi, bazilika je bolj za moško populacijo, gozdna jagoda je pa bolj za žensko populacijo, ne. In sta tudi združena v magični številki 69, ne. 6 je za žensko, 9 je za moškega in dobiš tak lep parček 69. In jaz sem s to zgodbo v bistvu prišel v Ameriko. Gori sem bil, spet sem požel zlato in srebrno medaljo na ocenjevanju za lansko leto. Oba sta bila, mislim, 9, no, ta za moške je bil izglasovan v New Yorku lani kot najboljši wine špric leta 2022 v Ameriki, ne. Teda smo v bistvu v New Yorku spet dobili zlato medaljo in kakor dobiš to zlato medaljo, imaš seveda takoj bistveno višji interes z strani uvoznikov, distributerjev in tako, ne. In seveda mene najde potem ena uvoznica, sem bil na sejmu Wine Expo v New Yorku, mislim, da tudi lani je bilo, ja, mislim, da lani, in me najde ta uvoznica, navdušena nad pijačo noro, rekla, wow, to moram imeti, zgodba je huda, ste to number 69, se lahko igramo, mislim, kar se tiče prodaje, kar se tiče reklam, lahko delamo nore zgodbe, ne. In smo se par pa let dejansko potem tudi že poslali v Ameriko in kaj se je zgodilo? Po covidu, pač tisti, ki se ukvarjajo s tem, bojo tako vedeli, so šli kontejnerski prevozi noro gor, 300-400% so se podražili, ne. Zdaj so cene spet precej bistveno padle, no, ampak še vedno niso na tistem levelu, kakor so bile pred covidom, ampak po covidu je bilo pa takoj, 400% so zrasle in enostavno nisi bil več konkurenčen. Mi, ko smo to peljali preko Atlantika gor, smo en cajt to prodali, se je dobro odvijala zgodba in pa na koncu smo v bistvu s to Suzanne prišla na točko, ko smo pač rekli, le, noben nič ne zasluži, ne ti, ne jaz, ne, ker nam logisti vse poberejo, ne. Logistika nam je pobrala, so net profit, ki smo ga imeli, nam je vse logistika pobrala in smo se pač odločili, rekla, le, to ne bo šlo tako naprej, ne, nekaj moramo ukrenati. Produkt je zaželen, je dober, je piten, je markanten, je čist nekaj novega, kar še nima Amerika, ne. Kaj narediti, ne? Sem rekel, jaz ne vem, kaj imaš kak predlog, ne? In pa ona rekel, zakaj pa ne bi ti to formulo, ki jo imaš, prenesel v Ameriko, dobiš tu FDA, se pravi Food and Drug Administration approval, ne? Se pravi dovoljenje, da lahko gre to na police, pa ga polniš in prodajaš kar tukaj.
In to je pa seveda, kje boš zdaj najdel ti polnilnico, kje boš ti zdaj najdel nekoga, ki ti bo znal kopirati formulo, ki je bila, bom rekel, izumljena oziroma ustvarjena v Sloveniji, ne? Oziroma pri meni doma v Šmarju. To je spet projekt, ki je dolg, tak, da rabiš enega potrpljenja imeti, da ne. In sem rekel, v redu, če misliš, da je tako prava pot, pa gremo to pot, ne. In spet sem bil na neki točki, ko nisem imel po domač pojma, kje naj začnem, kje je zdaj tu točka A sploh, ne. In ona tudi ni imela nekih vez, no, da bi mi lahko pomagala s tem polnilnicam in pač Google, pa računalnik, pa greš iskat, ne. In sem iskal razne te polnilnice po celi Ameriki in sem šel v bistvu potem za 1 mesec pa pol tudi gor, ne, in sem prepotoval celo vzhodno obalo od New Yorka, Washington, New Jersey, potem dol do Floride, Texas, Missouri, pa sem šel na ono stran v Nevado, Kalifornija, 8-9 statov sem takrat prepotoval, da sem probal dobiti en dober deal za eno polnilnico, ki bi mi znala to razviti in seveda tudi polniti, ne. Ampak kaj se pa pojavi? V Ameriki so številke ogromno velike, ne. Tam, če je vse, kar je pod 6-mesečno številko, se ne vem spostavil, ne pogovarja, ne? Ker, kak se reče, ne vem, konzumacija gor je tako bistveno potratna, pa noro večja kot pri nas, da to, če ne vidiš v živo, si sploh ne znaš predstavljati, ne? Jaz sem živel tudi pri moji tej Suzanne, v Missouriju, pri moji uvoznici, kakšen mesec po mojem, in sem videl potem, kakšne navade imajo. Oni ne pije, jaz sem bil edini tam, ko sem pil vodo iz kozarca iz pipe. Ne? In jaz postavim kozarc pod pipo, natočim pipo, me gleda in jaz vidim iz njenih oči, vidim, da me neki čuden gleda. Sem rekel, kaj ni pitna, ne? Kar je čisto možno, ker po celi Ameriki ni pitna voda, ne? Sem rekel, a ni pitna voda? Pa reče, joj, ne vem, še nismo probali. Sem rekel, pa se pa živite tu? Rekel, mi ne pijemo vode iz pipe, mi jo pijemo iz piksen, ne? Pa je nikoli še niste pili pipe z vodo? Jo, ne. Se pravi, pa to je gospa, ki je, bom rekel, 60, nekje okoli 60 let stara, ni pila še vode iz pipe, ne. A veš, in sploh dejansko ni bila čisto pripričana, ali je pitna, ali ni pitna, ker njim to sploh ne gre skozi misel, da bi probali, da bi se pozanimali, ne. Ker je piksna, ne. Mi kome verjamemo, ampak navade so res tako železne in niti ne pomisliš na kaj drugega. Ja, in oni imajo, veste, vse poznate v ameriški hladilnik, ko se tako odpre in je velik tak, da lahko gre to 2 človeka not, ne. XXXL. Ja, totalno. In potem je pa še en hladilnik zraven, v katerem so pa samo pijače. Vse, od brezalkoholnih, alkoholnih in potem imaš te vode, ne, sem videl pač tekom dneva, to grejo po 4-5 na dan v hladilnik, odpre piksno vode, navadne, spije tiste 330 ml, ne, vrže smeti in potem čez 2 ure pride po drugo. To je seveda za proizvajalce super, ker to se non-stop obrača in to so noro velike številke, ne, in zato potem posledično, če si predstavljate, koliko je takšnih družin tam, ker vsaka dela po istem principu, normalno kot jaz, ko pridem tja pa rečem, jaz bi imel pa 10,000 kosov enega okusa, pa 10,000 kosov drugega okusa, kar je za Slovenijo že kar lepa številka, recimo, ne, za Ameriko to nič, minimum, minimalno naročilo, se pravi MOQ, kot se reče, je 100,000 enega, 100,000 drugega. Se pravi 200,000 piksen je najmanj, kaj ti gori sploh grejo filat. Pa še to so tak, veš kaj, ti bomo naredili, pa bomo šli 100,000, ne, minimum order, ker si fajn dečko, pa dober produkt je, pa res je zanimiv, pa bomo za tebe stisnali tako malo količino, veš, sem drugače pa rajš delamo, saj tam, da je 500,000, no, najrajš imamo pune, ko nam dajo 1 milijon ali pa več, ne. Sem rekel, sej, upam, da nekoč nekdaj, ne, bom tudi jaz tako, bom rekel, daj mi 5 milijonov, tudi 5 milijonov unih, ne, ampak oni so navajeni teh številke, oni se znajo tako pogovarjati. Jaz pa kot, bom rekel, čisen nedolžen deček rojen na mali kmetiji, so pa to meni bizarno velike številke in moraš tudi znati svojo miselnost dobro nastaviti, ko se greš s temi ljudmi pogovarjati, ker ko ti boš prišel tja, boš rekel 10,000, to noben ne bo resno imel, tudi pisarno not ne bojo spustili, ne. Ja, kot bi pri nas s parom operirali, ne? Ja. In kako daleč smo, če lahko postavimo piko? Potem pa v bistvu sem mesec pa pol prepotoval gor, povsod je bil isti izziv, ne, 100,000. Tudi formulacija, recimo tega. Jaz sem čelino ta razvil, ne vem, v 2 dneh. Pač narediš 10-20 vzorcev, 1 mililiter tega, a če ni 1 mililiter dosti, daš 2, To je relativno preprosto, ker imaš 4 sestavine, ne? Imaš vino, imaš karbonirano vodo, imaš malo čilija noter, ne? Čili ekstrakt, tako da obe pijači sta rahlo pikantni. Pa te esencije, ne? Tako, pa ti 2 esencije, se pravi 4 sestavine imaš. No, da mi duplirajo to formulacijo v Ameriki, me stane $10,000 do $30,000.
In jaz njim nisem mogel dopovedati, sem rekel, pa fantje, pa jaz to naredim, jaz bom iz Slovenije preletel k vam gor, pa se bomo usedli vsi skupaj dol, pa bomo ob 8 začeli, pa smo do 10 fertik, pa vas bom pel vse na malco, pa vas peljem vse na malco, pa grem sem zdaj v Slovenijo. Ne, to pa ne gre tak, to je pa un postopek, sem rekel, gospodje, to ni nekih postopkov, če vem, če sem doma to naredil. Sam stopnjo karbonacije je treba pač zadeti, ne, pa aromo okuse, pa pikantno level. Sem rekel, to bomo naredili, 10, 20, 30 vzorcev bomo naredili. Tudi pa ne rabim jaz 8 ljudi, jaz rabim 3 smo dost. Pa njim ni šlo v račun? Ne, ker pri njih je to nemogoče. Jaz sem rekel, gospodje, jaz sem to naredil zastojn. Jaz nisem nobenih stroškov, nobenih. Arome, tiste vzorce dobiš tak zastojn, tistih 10 ml, vsaka firma da zastojn. Karbonacijo lahko tudi narediš, če se malo znaš, ko sem bil dosti let natakar, vem pri koktejlih, kako se karbonacija stvari, lahko se sposodiš nek pripomočnik in lahko doma narediš en dan ali pa 2 dni se špilaš, par prijateljev povabiš, da malo probajo, da dobiš malo neke, bom rekel, povratne informacije, to je zastojn, 0 evrov. Ja, a je šlo skozi? Pa njih stane tudi 10-30 tisoč dolarjev. In enostavno nismo mogli priti na isti level komunikacije, ker jaz to vem, da se da nič zastojn, oni pa so meni hoteli zdaj 30 jurjev. Ampak to je pri njih normalno in oni to ne moreš jim dopovedati druge stvari, ne. No, in pač tu pa ni šlo nikjer net skozi in pa sem že bil kar malo, tudi poceni ni, ne, so to potovanje, pa vsi ti Airbnb, pa hoteli, pa Amerika je tako, recimo, vse 3-4 dražja kot Slovenija, ne. Jaz pa nisem šel gor na dopust, jaz sem šel gor dejansko samo, da najdem poslovnega partnerja, ki verjame v moje ideje, tako kot jaz, in da bo pripravljen realizirati, polniti, skladiščiti in prodati, ne. No in potem mi je pa le en rekel, ko sem že ne vem kukrat bil pri njem, pa smo že ne vem kukrat na vezi, pa mi je rekel, le Matic, pa jaz pa dal v Miami poznam ene dečke, ki so pa glih začeli s polnilnico, eni Kubanci so, kubanska družina pravzaprav, in delajo pa glih manjše serije. No, oni so pa glih taki inovativni, malo bolj majhni so, pa iščejo glih serije pod 100 tisoč. Njim je pa 100 tisoč že kar malo velik, ne. Oni imajo pa radi serije, tam okoli 50 tisoč, pa tudi za 20 tisoč, pa to ti bojo pa naredili, pa po mojem tudi tista formulacija, razumeš, ne, boš po mojem šel kar ti tja, pa oni Kubanci malo drugače razmišljajo, veš. Oni so kar, s Kubanci sem se pa bolj ful fajn povezal, ker so bolj take, ne letajo tle gor, ampak so malo bolj prizemljeni, so malo bolj, bom rekel, easy going, no, so malo bolj naše krvi, bom rekel, naše vaščanske, no, ne, in sem se pa z njimi, pa sem dejansko šel v Miami, potem k tej kubanski družini, sem predstavil zadevo, sem rekel, lej, brez veze zdaj, da sploh ne vem, ko nadaljujem, jaz sem kar že naprej povem, jaz bi imel samo 20 tisoč kosov, 10 enega, 10 drugega. Je to možno? Ja, možno, ni problem. Fajn. Koliko mi boste pa zdaj za formulacijo? 10krat manj kot drugi. Ok, sem rekel, super. Veš, ker so malo bolj na realnih tleh, pa marsikdo tega ne ve. Florida je 70% je priseljencev, ne. Florida sploh ni Amerika. Ti, ko Florido doživiš, priješ gor, večina ljudi govori špansko, ker so vsi priseljenci. Večinoma jih iz Karibov, pa največjih je pa iz kubanske represije pribežalo gor, ne. In tam imaš pravno okrožje, ki se mu reče Little Havana, in sami Kubanci živijo, ne. In v bistvu tudi tam, ko te Uber pobere, taksist govori samo špansko, ne zna besede angleško, ne, pa si v Ameriki, recimo, ne. Ampak je Florida tak super plac, ker je glih neki vmes. Niso preveč kapitalistični, so vseeno podjetni, ampak so vseeno ne furajo življenje v 7. prestavi, tako drugi del Amerike, ampak so, bom rekel, bolj nam podobni, no. In sem se zelo fajn z njimi ujel, zato ker znajo tudi po šihtu živeti življenje, znajo iti, ne vem, na 2 kozarca vina, muzika njihova špila, salsa, to in je tak res ful dobra vibracija. Ni vse tako napeto, ne, kot v večini Združenih držav Amerike, ta severni del. Tam je pa res tako napeto, da če gre in dokler gre, je super krasno, se nizajo uspehi, ko pa poči, je pa to lahko globoka katastrofa. Torej, zdaj ta zgodba se lepo pelje naprej, imate vizijo? Tako, da zdaj smo v bistvu s tem Joeom, no, Joe mu je ime, in z njegovo družino smo v bistvu razvili produkt, tako da je zdaj, pred kratkim smo dobili tudi ta FDA approval, tako da v bistvu vse je pozicionirano, vino imamo, tudi, se pravi, reden source vina, kar je tudi v Sloveniji, recimo, bi jaz imel slejko prej težavo, ne. To mi je bilo prej na misel, pa sem kar pustila, Matic, da sami opišete zgodbo. Ja, slejko prej bi prišel tu na težavo, ker recimo nimamo mi v Sloveniji niti enega vinogradnika, ki bi mi lahko 12 mesecev na leto zagotovil, ne vem, 20 ali pa 30 ali 50 tisoč litrov vina. Nimaš ga, ne. Najdeš jih nekaj, ki jih lahko zagotovi, recimo novembra, decembra, januarja, ne. Pa bolj, ko se
oddaljuje tista trgatev, manj je vina, bolj ga vsi držijo, ne, za sebe. Sploh pa tukaj, ker kupuješ večje količine, je cena bistveno nižja in oni ga rajš v flašah prodajo, ker dobijo več. Seveda razumljivo, ne. In seveda to za začetek, lahko se to greš, ampak dolgoročno, če bi šel nek izvoz, bi pa tako to mogel to nekam predstaviti. Kar sem seveda za Evropsko unijo tudi v bistvu naredil, no, sem tudi dosti Italije prevozil, sploh Padove in sem najdel tudi tam eno zanimivo vinogradniško družino. Tudi en tak mlad prevzemnik je, tudi nekaj mojih let, en Matija in oni pridelujejo 8 milijonov litrov vina na leto, je pa rekel, lej, če ga boš imel premalj, sem pa član konzorcija, v katerem je še 21 takih vinogradništev, kot sem jaz. Pa bomo že zbrali. Delamo prek 200 milijonov litrov vina. Ne? To je pa za evropski trg. To je pa recimo pri Italijanih zelo, to bi se lahko Slovenci vzeli zgled. Fleksibilnost mogoče? Konzorciji ti, ne? A veš, da so kot eno. Ne? In da nastopajo tudi ti, če vidiš Italijane, ko nastopajo pri sejmih. Tako, ampak to so, bravo, no, lepo, ko ste omenili, nisem lihal to omeniti. Oni so bolj manj edini. Ko imajo res, bom rekel, nek svoj konzorcij. Vsi drugi, pa vsak za sebe nekaj in smo premali. Ne? Ti, ko greš na te velike vinarske sejme, Italijani imajo skoraj vedno največji procent sejmišča, ne? Še večji kot Francozi ali pa Španci. Največji skoraj vedno so Italijani. In Italijani imajo prav po konzorciji. Imaš Padovo, imaš Undel, imaš Tisdel, imaš Sicilijo za sebe, imaš Kalabrijo za sebe, ne? Ampak to so močni konzorciji in skupaj nastopajo. Ne en proti drugemu, ampak vzajemno. Ja. In tako so bistveno močnejši. Ne? Pa še, če poznaš naravo, tudi geografsko, pa sploh recimo, kje so ti proizvodi, se bi bil popoln kolaps, če bi se v Italiji tako razparcelirali, kot se še vedno v Sloveniji delimo. Ne? Vsaka kmetija je zgodba zase. Tako. Toliko je še zanimivih zgodb. Globalni trg vas je vedno zanimal, ste našli povezavo s sorodnimi dušami, ampak lepo, da tudi na domače lepote ne pozabite. No? Zdaj postali smo znova malce bolj pozorni, sicer poslovno zgodbo spremljamo, Čilije vidimo, da ostajajo lepo v zanimanju javnosti. Pritegnila pa je ta nenavadna pot iz Pirana do Triglava. Pa potem tudi vsa ta ozadja, ste v več intervjujih rekli, kako pomembno je, da vzdržujete tudi telesno kondicijo, šport vam je blizu, ker krepak organizem potem zmore tudi vse te psihične napore, to ravnovesje psihofizično. Kako je prišlo pa do te pobude iz Pirana na Triglav? V bistvu, jaz sem spet, bom rekel, sem nekaj podedoval ali pa mi je bilo podano, no, iz družine, ker sem odraščal v hribovski družini, no. Oče in mama sta že prej hodila v hribe, ker sem jaz bil še mali in sta me že v osnovni šoli vpisala v planinski krožek, ne. In zdaj pa, ko si še mali, včasih ti je zaid, včasih ti ni zaid, ne, ampak pa sem pisal ta planinski krožek in sem celo osnovno šolo hodil potem že z pač določenimi sošolci, ne, ki je bilo organizirano v hribe, pa starši, pa tako. Tako jaz sem bil na Triglavu prvič, mislim, da enih 20 let nazaj, po moje, ali pa še kaj več. 20-25 let nazaj sem bil že prvič na Triglavu, ne, z Ramočeta takrat. In to je bila spet ena stvar, ki sem jo zelo v rosnih letih, bom rekel, začel doživljati in sem jo potem tudi, ko sem, bom rekel, s kondicijsko, bom rekel, prerastel te poti, ki sta jih pač moj oče in mama osvajala, smo potem začeli v, bom rekel, dosti bolj zahtevne ture in sem venomer ostal gornik, planinc, po zimi in poleti, tudi prosto plezanje, vse možne zvrsti, kar jih je v gorah, v bistvu se jih držim že za zadnjih 10 let zelo aktivno. Ja, pa če ste v planinskem krožku, to pomeni, da znate poskrbeti, vendar je tudi za varnost. Ja, seveda. Zdaj smo v bistvu v planinskem društvu Kostrivnica in imamo Franka, našega predsednika, on je super vodič in je res tak oče nam je vsem, dober, odličen mentor in nas je zelo veliko naučil, no, tudi po zimi, da osvajamo gore in tako da je res fantastična zadeva, tudi da si malo sprostiš glavo, ne. No, sem pa tukaj imel srečo, da imam še na 2 prijatelja, Tadeja pa Janja iz Šmarja, ko smo pa v bistvu ena trojica, ki pa res skozi hodimo skupaj v gore že leta in leta in meni je prišla na misel, bil sem že tukaj na Triglavu, da se mi že po domač povem ne da več. In pa vsako leto se spet najde neka skupina, ki te proba naštima, daj gremo na Triglav. Sem rekel, ljudje bože, jaz sem že vseh smeri bil gor tukrat na Triglavu, da res se mi ne da več. Pa tukaj imamo drugih še lepših gora v Sloveniji kot Triglav, rečem še kam drugam, kjer nisem bil.
Pa rečem za foro, to je bilo pred Covidom, se spomnim, to je bilo kar že na par let prej, sem pa za foro rekel, sem rekel, veš kaj, šel bi pa še na Triglav, ampak na en tak način, ko ni šel še noben. Pa ne bom zdaj rekel, da ni šel še noben. Sigurno je že kdo šel, ampak definitivno pa noben ni dobil take medijske podpore, kot mi. Pa sploh nismo planirali, niti nismo je iskali. Ampak to se čisto dolžno zgodilo, ampak že takrat smo to planirali. Seveda, ampak 3 leta smo mogli odpravo odpovedati, ker je bilo vedno slabo vreme napovedano. To je pa 5-dnevna tura in ne moreš si privoščiti, da je slabo vreme, ne? Ker imaš sorobo, nosiš sabo in če se to enkrat mi zdaj opere, en dan bi še nekako, vse imaš one palerine, ampak vsem priješ moker, čevlji so mokri, tak ali pa drugače, šla si še ne vem kak zaščiten, pa pride žulji, že tak ali tak smo imeli žuljave noge, tako da je bilo kar groza. In pa sem rekel, če bi šel pa nekaj pade ideja, kaj pa če bi šli iz najnižje točke Slovenije na najvišji vrh, se pravi Piran Triglav, ne? In takrat smo Tadejo pa Janjo, to idejo predstavil, sta bila takoj za to, sem rekel, wow, nori izziv, to še pa nikoli nismo kaj takega, ne? 5-dnevni odklop moških. Ja, sem rekel, to pa gremo, super, top. Ampak se pravim, pa smo 3krat mogli odpovedati, letos je bilo pa napovedano vreme, se zdaj smo imeli en mesec lepega vremena, ne? Je bilo pa skoraj prevroče, ne skoraj, bilo je prevroče. Prej smo si želeli sonca, ga ni bilo, zdaj smo si pa želeli kakšen oblaček. In 5 dneh ni bilo niti enega oblačka nikjer. Vroče je bilo ful in v bistvu smo že prvi dan imeli kar velike težave. V bistvu prva 2 dneva sta bila, bom rekel, skoraj najtežja, ker je 45 km hoje, ne, iz Pirana v Sežano, pa potem iz Sežane v Ajdovščino, ne. To je malo manj kot 90 km je bilo hoje, samo po asfaltu pa po bankini, ne. In asfalt žareč, sonce te, bom rekel, pali od zgorih, od spodih vroč asfalt. Kljub temu, da... Trd korak je na asfaltu. Tako, trd korak. Kljub temu, da smo imeli profesionalno opremo, najboljše superge, bom rekel, vžuljene noge, ne, se pravi, noge, ki so dali že marsikaj skozi trdo kožo, smo v bistvu že prvi dan dobili take žulje, da je bilo kar groza videti, ne, ampak enostavno to je, mi smo naredili, mislim, da v objavo napisal 55,000 korakov na dan. Mislim, da je bilo 210,000 korakov vse skupaj. Debelih 250,000 korakov. Tako, ja, 250,000 korakov, oziroma ne, 272,000 korakov je bilo vsega skupaj, točno, ja. Ampak se mi je bolj lepše slišati, če ne bi še dobrih 4 milijona. Lažje si predstavljamo. Ja, tako. 4 milijona korakov. Tako, ja, ampak to je v bistvu malo več, to je okoli 55,000 korakov na dan, ne. Če se predstavljate, to je non-stop en isti gib, zato ker smo skozi po ravnem hodili, ne. In, nimaš take obutve, da te bo obvarovala pred žulji, kljub temu, da smo imeli noter prah, ne, take, da ti varuje pred potenjem. Ni šlo, prišli smo zvečer v Sežano, smo imeli take noge, da smo se kar malo pogledali, smo rekli, kako bo tole zjutraj, ne? Kako bo tole zjutraj izgledalo, ne? Nič kaj pride ne vplahni, ne? Potem pa to nazaj. Ja, to je bilo pa vsak dan hujiš, ne? Prvi dan. No, sej, Matic, lahko smo si predstavljali, glede na že ta opis neverjeten, pa ladjo sva samo tako mimogrede omenila, potem šef kuhinje v Avstraliji, potem zdaj v drugo ta potovanja. Pol te zemeljske oble ste pa res prerešetali, če malenkost pretiravam, pa na hitro povzamem, ampak vendarle ta pot po domači zemlji iz Pirana na Triglav je bila ena težjih psihofizičnih preizkušenj. Že to potem človek otehta te vaše izkušnje iz sveta, ampak tu doma si je človek zadal enega najtežjih križev. Ja, ampak zmagoslavje je bilo verjetno toliko večje. Je bila zelo težka. Kondicijsko še ni bil tak problem, ker smo vsi trije zelo dobro kondicijsko pripravljeni. Jaz treniram jaz redno športno aktiven, če točno povem, 32 let, evo. Ja, skozi vse življenje, ne, skoraj. Od prvega razreda osnovne šole, ko sem karate treniral, do potem, ko sem maratone tekel, fitness, gorništvo, celo življenje sem športno aktiven, 4-5 na teden skozi, odkar se spomnim, od prvega razreda osnovne šole, no. Ta moja 2 kolega pa tudi, no, ki skupaj pležemo, smo skupaj v hribih, tako da sem vedel, da kondicijsko verjetno ne bi smel biti tak problem. Če pa se bo kje, bomo rabili več počitka, bomo pa podaljšali za en dan, se ne rabimo dirkati, ne. Ta pot je res težava je bila pri teh žuljih in mi smo pa vsak jutr mogli uvid, pete, vsak prst posebej, narte skupaj zategnati, smo imeli čisto povite noge, obuti tiste šuhe, pa začeti, ampak pa greš nekako, no. Vem pa, ker točno vem, da tudi ni bilo lahko, ker je bilo, včasih smo kar brez besed mes ostali, ker je bolelo čisto vse, kaj je bilo možno, ne, ampak Kaj se je pa to povezalo, Matic?
Ja, mislim, mi smo tako, bom rekel, zelo povezani. Že te gore, recimo jaz sem gornik pa potapljač in to so, bom rekel, ena taka mentaliteta ljudi, ki smo malo posebni, ne. Malo smo drugačni, ne. Je treba se pripraviti mislim, psihično mora biti pripravljen na stvari, ki se ti lahko zgodijo, recimo, ko jih sploh ne pričakuješ in kako boš na to odreagiral. To je pa isto kot v vsakodnevnem življenju, kot v poslu. Jaz tako rečem, enkrat sem bil na enem seminarju na Nizozemskem, T. Harv Eckert je bil, je rekel, how you do anything is how you do everything. Kako delaš eno stvar, tako delaš vse stvari. Preizkušate svojo moč, včasih tudi ob mejnih trenutkih, ampak vendarle vas to krepi tudi za poslovni svet. Da ne pozabi, Matic, kar mi je zelo hvaležno, rekli ste, da opažate tudi pri mladini. Fantje, kje je ta pogum, moška samozavest? Pravite, tega več opazite pri ženskah. Nekoliko neodločeni, prestrašeni na eni strani mlada moška populacija, medtem ko ognjevitost, drznost mladih posameznic. To se je zamenjalo. Zelo se je to zamenjalo. Jaz sem bil, bom rekel, preko sem še imel več časa, sem bil mentor mladim podjetnicam, mladim podjetnikam. Sem imel kar veliko, bom rekel, teh primerov oziroma izkušenj. Enostavno sem prišel do neke točke, veš, ko te fant vpraša, ima neki bi, pa ne ve, ko bi, pa te vpraša, kje naj jaz dobim motivacijo, da bi šel na svojo poslovno pot. Sem rekel, prijatelj, če ti rabiš motivacijo, da greš na svojo poslovno pot, potem niti ne pojdi, ker ne boš naredil nič. Ti moraš biti sam po sebi motiviran, da greš na poslovno pot, ker če boš ti iskal motivacijo, ali pa da ti jo bo nekdo drug dajal, boš slej ko prej nehal. In tudi tisti, ki ti jo danes daja, bo enkrat odnehal. In potem kje boš? Na isti, a še na slabši točki, ko si bil prej. In bom rekel, sploh pri mladih fantih, tako ste rekli, mislim, te moje besede, ki ste jih tule povedali, to je bilo res taka, bom rekel, prestrašenost, bom rekel, počasnost, počasne reakcije, kar čaka, kaj boš ti rekel, veš, ni to pri puncah, punce ene pa kar iskre letijo ven, ideja na idejo, sploh recimo, če kak mlad ženski kolektiv skupaj stopi, pa da se razumejo med sabo, pa to delajo gigantske premike, recimo, vse to se je fest spremenilo, recimo, ženske so danes pač dosti bolj karieristke, kot so bile včasih, ne, vse moški pa, ne vem, tak se mi zdi, kot da mi bi mogli biti tisti voli, ko to vlečemo naprej, ne, ampak zdaj to kar nekako ta lestvica se kar nekako, bom rekel, izenačuje zadnja leta. No. Odgovornost neke vzgoje, ki se v družbi poraja, dobro, to je tematika za drugo oddajo, še mimo nečesa ne moreva. Tako lepo ste povzeli, kar mnogi vemo, ampak tako jasno se pa vendarle v enem stavku to ne pove. Industrijska revolucija nas je razdvojila, ta družbena omrežja pa ustvarjajo iluzijo. To je morda nov odgovor tudi na prejšnje, ne? Kaj vzgaja družba. Na nek način tudi to. Ja, zelo. Neko lagodnost, lažno idealo ali idilo prikazujejo in mogoče je, ne vem, so določeni mladi temu bolj podležejo. Ja, mislim, jaz tako neko poslušam, koliko je zdaj teh mladih že na antidepresivih, pa to so mladi, ko so v srednjih šolah, pa v naših časih, to sploh nismo vedeli, ko je to. To smo mi mislili, da je tam nekje, ne vem, kje na drugem koncu sveta, ne. Danes je pa tega vedno več. Se tudi, recimo, je težko dobiti, recimo jaz delam še z drugimi podjetji in mi pravijo, recimo, ko imaš, kako je težko dobiti tudi enega delavca ali pa enega mladega. In tudi, recimo, ko sem v proizvodnji naši, ko delam, kak vidim, ker ne more brez telefona, skozi telefon, pa skozi vse kako se reče, notification, na vseh teh appih, ne, mora imeti skozi pržgane. In to je skozi distrakcija. In to je skozi, bom rekel, en tak, kaj je tu problem, ne? Mi recimo, bom tako rekel, mi se recimo, vsaka oseba se zjutraj zbudi, pa si predstavljamo eno navadno baterijo, ne? In ta baterija je polna dopamina, recimo zjutraj. Ne? In na voljo imaš tudi dopamina, ne? To je hormon sreče, da imaš željo prosperirati, da imaš željo rasti, da si vesel od dneva, da hočeš nekaj ustvariti, da hočeš pač nekaj narediti iz sebe, da hočeš nekomu nekaj pomagati, da se hočeš ukvarjati z nekim športom, ali iščeš nekaj več v življenju. In ti pač imaš to en levelček dopamina, ki ga zjutraj imaš. In kaj potem pride? Jaz sem bil šokiran, ko sem zvedel, ne bom točno vedel procenta, 80 ali 88% ljudi, bom rekel pač Američanov, zjutraj, ko se zbudi, prvo, kar naredi, vzame v roke telefon in začnejo scrollati. In kaj takoj pride? Takoj ti vcepijo v glavo, kaj je slabo,
kaj se je zgodilo, v kaj moraš verjeti, kaj je trend, kaj je dobro in kaj ni dobro. In spet si izgubil svoj jaz. Ne? In potem pa iščeš recimo svoje lajke, pa komentarje boš dobil in vse to te osrečuje. Če pa te ne... In preverjaš vsak dan sproti, a še sodim v ta recept? In celi dan daješ ta dopamin proč. Sem na pravi strani ali nisem? Ja, in zato potem tudi naši odnosi, recimo v partnerstvu, bom rekel, so slabši. Zakaj? Ženska je v službi, moški je v službi. Oba masta zjutraj toliko dopamina, ko ga masta, to cel dan se prazne, zato ker ti energijo daš ne vem kam vse, služba ti poje to, kost ti vzame to, zvečer partnerja pa popoldne prideta skupaj in sta prazna. In nimata volje, nimata potrpljenja. Ali pa vsak na svojem planetu, z drugimi mislimi. Ali pa tako. Ja. In to je zastrašujoče, kam to vodi. No? Matic, tudi iz lastnih izkušenj veste, da smo se povsem izgubili, ker se ostro delimo, pravite na vse mogoče. Človek hitro najde nekaj, po čemer se lahko deli. Distancira od drugega, deli in vse te... To, ko ste prej omenili, recimo industrijska revolucija, to je non-stop je nekaj novega, restriktivnega, kar je kar je popularno. In to te distancira od drugega. Ne? In to ne vem, kaj je tako željo ustvarjati. Ker sebe hrani, ne? Ta proizvodnja, ves čas proizvajati, so nas pa iztrgali iz te samobitnosti, povezave z stvarstvom, z naravo, s tem osnovnim obstojem. Dobro ste povedali, ja. Matic Vizjak, hvala lepa. Kmetijo ste obdržali, iz nje spisali lepo zgodbo, to je tudi spodbuda za vse mlade prevzemnike. Kmetija ima prihodnost, ampak seveda nek produkt verjetno, ki je nosilen in tudi okolje, čeprav majhno, za začetek naj bo spodbudno. Iščemo dobre inovativne ideje, hvala Bogu, to javnost vendarle izkazuje, vas je podprla, vas in še kakšnega vam podobnega v takšnih zgodbah. Za sklep pa, kaj vas bodri? No, zelo lepo misel ste tudi v hvaležnosti dali. Nič ni samo po sebi umevno, dobro, če ste šli z 18 leti iz majhnega kraja, tam blizu Šmarij ob Jelšah, odkrivati svet, ko vas je verjetno ta novost včasih povsem potisnila ob tla. Dobro, vi ste imeli to izkušnjo in iz nje potem rasli. Kaj reči za popotnico meni, vsem, ki naj jo zdaj poslušajo, da nič ni samo po sebi umevno, kaj bi vi rekli in kje ima tu prostor hvaležnost? Ja, jaz bi mogoče rekel, mogoče vsakem ne bo ta izjava čisto všečno, ampak... Potem jo pa sploh želimo slišati. Takšne se običajno prave. Jaz imam v bistvu eno mišljenje in sem prepričan, da je temu tako, da je vse v tem življenju fair. Koliko daš noter, toliko dobiš ven. In več, ko čez večje bolečine, čez več uporov, več strahu, več solz, ko si dal v življenju skozi in si šel čez to in si še vedno nadaljeval, kljub temu, da je vse kričalo, da odnehaj, kljub temu, da si dobil ne vem koliko nožev v hrbet, kljub temu, da so ne vem kaj kazali s prstom na tebe, ker je bilo ne vem koliko nejev, da še vedno greš naprej, vztrajaš, hodiš, bodriš samega sebe, da si tukaj močen, ko nimaš nobene, bom rekel, zunanje podpore, da jo najdeš sam v sebi, dolgoročno te življenje definitivno močno nagradi. Jaz to strogo verjamem. In vse se mogoče sliši zdaj tako mogoče plehko ali pa malo preveč enostavno, ampak vse poznamo vsi to, koliko daš, toliko boš dobil. To je res tako simpel, pa mogoče zdaj preveč enostavno. Ampak če pa globoko zajameš, pa pogledaš vse, kaj si v življenju dal že skozi, čez kukenih težav, preprek in kukati si mogel sam sebe dvigniti gor, ko nisi imel nobenega drugega, da bi te. Nekdo drug, ki pa poklekne po najmanjšem problemu ali pa ponori ob najmanjši brezvezni situaciji, komu bo zdaj življenje dalo več? Kdo si pa, bodimo iskreni, kdo si tudi zasluži več? Kdo si zasluži več? Tist, ki je kljub temu, da je na kolenih, pa še vedno po kolenih hodi naprej, pa vidi vedno neko luč na koncu tunela, ali tist, ki pade na kolena dal, pa se preda pa reče, v Sloveniji nič ni možno, tu je tak, sam moraš imeti veze, tu samo uno, ne vem kaj, pa to ne bo noben kupil, pa to, če bi ta produkt, recimo, imaš dosti po takih stvari tudi, pa to, če bi ta produkt, če bi ga kdo kupil, bi ga tak že nekdo drug naredil. Sam, če noč tega naredil, noč nikoli vedel. A si pripravljen razkrivati nekaj svojega časa, a si pripravljen čez 1000 nejev, a si pripravljen dati nekaj finančnih sredstev, za katere nimaš absolutno nobene garancije, da boš dobil kdajkoli kaj nazaj za to.
če si boš šel, boš probal, vse mogoče ti bo prvi spodletelo, ampak se ni fora, da ti je spodletelo. Dejstvo je, da je tu, ko naj bi ti po tvojem spodletelo, tukaj je bila neka šola za tebe. In z te šole je samo na tebi, a si se iz nje nekaj naučil, da si lahko naredil en korak naprej. Zdaj pa, ali boš pri tem koraku nehal, obupal, se nisi naučil nič, nisi naredil nič. Okay. Če pa boš iz tega koraka, jaz sem takih padcev imel milijon, pa še jih imam in jaz vem, da jih bom imel tudi v prihodnje, ampak jaz se jih ne bojim. Ne bom rekel, da se jih super veselim, ampak znam jih pa sprejeti, se pomiriti in potegniti iz tega padca, v narekovajih, ker to zame niso padci, to so samo šola oziroma darilo življenja, da ti da neki nauk, iz tega se nekaj nauči, da boš boljši, močnejši, hitrejši in boš lahko naslednjič, ne boš tako reagiral, boš lahko reagiral boljše, boš naredil lahko nekaj več. Ja, ker vemo, da tožba nikoli ni prinesla nekega dobrobita, tako pač je in tudi življenje, čeprav razumem, Matic, vaše besede, dobro jih razumem, ne baranta, življenje ni ruleta, življenje je vedno na naši strani. Je, če le mi verjamemo v to. Matic Vizjak, hvala lepa za navdušujoč pogovor. Ja, hvala vam še enkrat za povabilo. Mislim, da smo se nazadnje srečali pred 6 leti, če se prav spomnim. Tako da sem bil vesel vašega povabila, tako da verjamem, da še kdaj. Če ne prej, pa če 6 let znova. Zmenjeno. Srečno. Hvala lepa. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.